Torej, pozdravljeni znova v tedenskem safariju, podcastu, ki ga spremljajo levi in desni, ter vsi ostali. Smo pri letnem pregledu leta 2024, ki smo ga začeli že v prejšnji epizodi, tako da če ste jo zgrešili, je že na kanalu, si jo lahko pogledate morda kot uvod, kjer smo se lotili predvsem notranje političnega dogajanja, kaj se je dogajalo v vladi, obdelali smo bizarnosti in afere, kaj se dogaja v opoziciji. In sedaj nadaljujemo nekoliko bolj mednarodno, lahko bi rekli, začnemo z osrednjimi volitvami lanskega leta, torej evropskimi volitvami. Tako, lahko bi jim rekli tudi, da je to vsaj v slovenski politiki neko merjenje vmesnega časa, v bistvu, kjer smo približno videli, kje je kdo. Bilo je super volilno leto, nas osebno pač so zaznamovale predvsem evropske volitve. Dogajanje pa pestro. SDS je predstavila močno listo, ki je bila med seboj močno konkurenčna. Videli smo nekaj prestižnih dvobojev mladega in starega vala, recimo tako temu. NSI je potem postavila na listo skoraj vse možne svoje težko kategornike, v Bruselj poslala predsednika, res ni veliko manjkalo, pa bi ostali celo zunaj. SLS je stavila na Petra Gregorčiča, z vidika Marka Balažica pa bi lahko rekli, da je na prsih gojil kačo, ker je Gregorčič za las ostal zunaj kljub kar 32,000 preferenčnim glasovom. Svoboda je svojo listo pompozno najavljala na pikniku ali pa, kot so mu rekli, dejansko bolj primerno svojemu političnemu slogu festivalu Svobode. Potem so jo še premešavali, odstopil je nosilec, Klemen Grošelj je pozneje razkril, da naj bi na sestavo liste vplival celo Aleksandar Vučić iz Beograda. Dobili smo 2 poslanca, kar je dejansko glede na razmere tik pred tem bilo ocenjeno celo kot uspeh in ohranili primat v koaliciji. SD je prepolovila svoje mandate, oslabljena od Litijske, pa vseeno dobila vsaj Matjaža Nemca. Preboj je uspel Vladimirju Prebiliču z 10%, Levici pač ne. In imeli smo še listo vrženih čez ramo, ki pa dejansko niso pustili globjega vtisa, pa tudi listo nič od tega. Ja, z nama pa je še vedno voditelj oddaje Faktor na TV3, Aljuš Petinaš. Tako je. Tako da, zdaj evropske volitve, nekako merjenje vmesnega časa sredi mandata. So res ali niti ne? Kakšna ocena zdaj ob koncu leta, pol leta, dobre pol leta po volitvah? Vsake volitve so pač pomembne, bolj od anket recimo. In tudi te evropske volitve so bile to pogledno pomembne. Zdaj, kakorkoli mi stvari obračamo, lahko ugotovimo, da je bil rezultat, se pravi vlada proti vsi ostali 3:6. Se pravi, vladne stranke so dobile 3 evroposlance, vsi ostali 6. Tudi razmerje med glavno opozicijsko stranko pa med glavno vladno stranko je 2:1. To so pač rezultati, ki so ali pa bi bili lahko za vsako pač vlado zaskrbljujoči. Zdaj, ker smo pol leta že po volitvah, smo lahko bolj pametni in vidimo, da pač vladi to ni v toliki meri škodilo, da bi pač recimo razpadla, se je uspela konsolidirati in mogoče tudi zdaj že podcenjuje malo ta volilni rezultat. Dejansko je pač bilo to neko prepričljivo sporočilo volivcev, ki so šli na volitve, da niso zadovoljni s tem, kar imamo in da bi radi nekaj drugega. To jaz mislim, da je bilo glavno sporočilo, tako v Evropi kot doma. Mal pohecov, mal pa niti ne, da je vladnim strankam tik pred evropskimi volitvami kazali toliko slabo, da so mogoče računali celo, da skupaj napraskajo manj kot 3 evroposlance in so na koncu rekli, poglej, kaj nam še lahko uspe. Sej, znotraj so se razmerja pač utrdila, se pravi, pokazali se je, da je ne glede na vse Golob še zmeraj glavni anti-Janša moment in to najmočnejši. Po drugi strani pa tudi za moj okus Matjaž Nemec mogoče bil izvoljen, ki je pa največ kritičnosti do Goloba pokazal znotraj tega. Ampak ti s kritičnostjo Goloba ne moreš dobiti večine v anti-Janša taboru. To je tudi se pokazalo na teh evropskih volitvah. Ampak kako pa recimo gledaš na ta SD-ov moment? Mi zdi, da sta mogoče SD in NSI oba neka ujetnika te svoje recimo manjšinskosti znotraj tega svojega pola, ki si hkrati ne more privoščiti pihati v isti rok kot glavni igralec, torej za SD Svoboda, za NSI SDS. Po drugi strani si pa tudi ne more privoščiti biti recimo povsem kontra, ker pa bi recimo njihovi volivci to zamerali. Ja, to je pač prekletstvo teh manjših partnerjev.
Ne? Ampak edina rešitev je, da delaš na dolgi rok. To pa redko kdo, če sploh kdo v slovenski politiki počne. Ne? Se pravi, ti ne smeš iskati zdaj nekih hipnih rezultatov, ampak bi morali se oni na dolgi rok vzpostaviti kot neka alternativa. Ne? To je SD pod Pahorjem ratal tudi po dolgo časa, da se je vzpostavil kot alternativa LDS-ova. Ne gre to čez noč. In pač ti dve stranki bi morali na tem strukturirano delati del časa, tega pa ne počnejo malo tudi iz objektivnih razlogov, ker je zmerom mora biti pač v koaliciji ali pa se zdaj nekaj dogaja in to je tisto, kar je pomembno. Tako da težko je ratati prvi, zato tudi težko tisto, ki je prvi, pade z tega mesta. Mislim, da je neka paradigma Boruta Pahorja, ker si to formulo omenjal, da moraš biti pripravljen žrtvovati vse strankarske službe naenkrat, če želiš vsaj probati z vodenjem pola. Ne? Ja, zdaj pravim, on je recimo nek fenomen slovenske politike, ne, ker je res bil od bedaka do junaka, pa spet do bedaka, pa spet do junaka. Ne. Se pravi, vse je dal recimo skozi. Ne. On pa Janša sta edina slovenska politika, ki na kjerkoli volitve sta šla individualno, sta bila zmerom izvoljena. Ne. To je kar dosežek, ne, če ti gledaš v nekem obdobju 30 plus let že zdaj. Ampak NSI pa SD težko v tej strukturi pač pokažeta, da sta ona dva zmožna biti glavna vsak na svojem političnem polu. Zdaj v Evropi smo na teh evropskih volitvah spremljali en tak do neke mere rahel zasuk ali pa obrat proti desni, torej konzervativne in nacionalistične in suverenistične sile so nekako pridobile, ne dovolj, da bi recimo omajale Ursula von der Leyen, kljub recimo temu začetnemu, pravzaprav majavemu začetku, v lastni stranki je komaj dobila mandat, od 800 delegatov je podprl 489 jih je bilo proti, ostali so pa nekam čudežno poniknili v času glasovanja. Potem pa recimo tudi zanimiv preobrat, po 20 letih noben komisar ni bil zavrnjen in Ursula von der Leyen suvereno v drugi mandat. Ja, to je šlo pač za dogovor velikih sil znotraj Evrope. Zdaj jasno je, da ona je daleč od idealne kandidatke, daleč je tudi od idealne predsednice komisije, to pač vsi vidimo, ampak očitno interes velikih je, da ona ostane in ko so se enkrat zmenili okrog nje, je vse ostalo potem šlo pač kaskadno po sistemu domin. Zdaj, mi bi si želeli mogoče, da bi se te rezultate evropskih volitev bolj pokazali tudi v komisiji ali pa saj v spremembi delovanja Evropske unije, ampak vidimo očitno, da se to ne bo zgodilo. Se pravi, da bomo imeli še enkrat isti mandat, in pa se res vprašaš, kak velika volilna zmaga, ali pa kot si ti rekel, nek preobrat, pa je potreben, da bi se to spremenilo. Jaz se bojim, da tudi če bi bilo 80-20, recimo na naslednjih evropskih volitvah znamo dobiti isto komisijo, ker se bojo države na koncu zmenile in če se države tako zmenijo, pač tisti rezultat na evropskih volitvah ni tako pomemben. Navezal bi se zelo tudi na situacijo pri nas po evropskih volitvah. Govorila sta o obratu v bistvu desno, oziroma ti si to v številkah izrazil 6-3, pa imamo občutek, da se nam je od takrat politična krajina še bolj nagnila v levo, pa v desno v bistvu. S to razliko, da pa proces, ki si ga opisal za sestavo komisije Evropske, v bistvu kaže na nek pragmatizem, kar ga pa tukaj v Ljubljani hudo manjka. Tako da tukaj pa niti nekega minimalnega dogovora. Pragmatizem pa neke zgrešene predstave, ki jih imamo posebej mi, se mi zdi. Zdaj, pri nas je marsikdo tolmačil, da zdaj, ko bo Marta Kos komisarka, pa Vučić dobiva svojo komisarko za širitev. To je pač za mene to novost. Pa Janković bo obnavljal Ukrajino. Nobene širitve ne bo. Mislim, da pač resor za širitev je verjetno zato, da malo unim da še vesele do tega, da nekoč bo širitev, pa predvsem zaradi Ukrajine. In če bo Marta Kos kaj počela, bo skrbela za to, da se nobena država Zahodnega Balkana ne bo hitro prekločila. Pa glede na rajon, ki ga pokriva, bo predvsem dobro kulinarično doživetje. Pa jugo Esperanto bo lahko vežbala. Ja, zdaj, morda še to, ko smo že pri Marti Kos, tudi tukaj smo imeli eno zanimivo sago, od Tomaža Vesela do Marte Kos. Tomaž Vesela je najprej v silu Robert Golob na Festivalu Svobode, potem pa so ga posvojili celo v opoziciji, pa ga je Ursula von der Leyen zavrnila in potem zdaj Marta Kos. Ja, on bi bil bolj Vučićev komisar, imam jaz občutek, že zaradi teh relacij preko Aleksandra Čeferina pa to, in on bi verjetno res delal za to, da bi te države prišle čim prej v EU, ker nek Slovenc na tej funkciji
si predstavljamo, da pač bi bil zato na tej funkciji, zato da k temu pomaga. Ne? Pri Marti Kosič nimam tega občutka. Jaz mislim, da ona idealna kandidatka za to funkcijo bila za predsednico komisije, zato ker bo skrbela, da ne bo prišlo do te širitve. Ne? Ker če ti rečeš, da je Ukrajina na pragu članstva, tle so pa ene države, ki že 10-15 let so v tem procesu, pa niso še na pragu članstva, ne? Pa vemo, kaj se zdaj dogaja v Ukrajini, ne zgolj po krivdi Ukrajine, da ne bo nesporazumov, ampak dejansko stanje je pač tako, kakršno je, pol veš, koliko je ura. Zdaj, če gremo na svetovno supervolilno leto, zelo en zanimiv podatek, da v bistvu v zgodovini sveta še ni šlo toliko volivcev v enem letu na volitve. Omenili smo že evropske, poleg evropskih pa kar nekaj volitev v več velikih državah in serij manjših, da izpostavimo in nekaj ključnih in zadržimo suspens, gremo najprej malo na obrobje, pa potem v samo bistvo. Tiste najpomembnejše, recimo, če govorimo o Rusiji, sredi vojne v Ukrajini je opozicijski vodja Navalni sumljivo umrl, to je pa res pomenljivo. Dan preden bi bil tudi sam del izmenjave teh zapornikov z Zahodom, kjer je imela neko vlogo tudi Slovenija. Preprečili so kandidaturo Borisu Nedeždinu, manj opaznemu politiku opozicije, edinemu kritiku vojne v bistvu v Ukrajini med kandidati in jasno, kdo pa drug je zmagal kot Vladimir Putin. Potem Indija, največja demokracija sveta, kar premalokrat v bistvu poudarimo, zmaga Narendra Modi. Spet že tak kandidat, ki je že vrsto let predsednik in tudi nekako ima teke. Velike države z izjemo ZDA niso nagnjene k nekim spremembam iz enega volilnega cikla. Kar velja tudi kljub burnemu dogajanju in taktičnemu glasovanju za Francijo, kjer je po fiasku na evropskih volitvah predčasne volitve razpisal Macron, rezultat najbolj razdeljen do zdaj in temu primerno tudi zelo kratek mandat oblasti, ki je bila imenovana. 3 mesece, mislim, da najkrajša francoska vlada do zdaj. V Tajvanu zmaga predsednika, ki je imel kar ostro pozicijo do Kitajske, potem smo pa že malo bližje nam, in sicer v Avstriji zmaga svobodnjakov, ki imajo sicer drugačno politično konotacijo kot naši svobodnjaki v Ljubljani. Potem pa verjetno ne bodo sestavili vlade. Tako. Ja. Moldavija, kjer je za las zmagala proevropska kandidatka, Romunija, kjer imajo pa prokremeljskega kandidata, drugi krog pa so kar odpovedali in bojo volitve ponavljali. Potem smo seveda še na Združenem kraljestvu, ki je šlo nekam stran od Evropske unije, velika zmaga laboristov. V Nemčiji razpad koalicije, volitve februarja, Slovaška sicer sploh ni imela volitev, so pa imeli tudi hud incident, poskus atentata na premierja Roberta Fica. Zdi se, ko vse to sešteješ, da, ko smo prej govorili o kaosu, tudi svet drvi z veliko hitrostjo v neznano v bistvu. Ja, to smo rekli na začetku tega našega pogovora, dvodelnega, sem jaz rekel, multipolaren svet, se pravi, to se zdaj vidi, Imamo bipolarno Slovenijo v multipolarnem svetu in to je kar težava. Skratka, ni neke stvari, na kjer smo bili navajeni do zdaj, da so dosti stabilne, so zdaj porušene. Se pravi, ta sistem liberalne demokracije, ki je zmagal ob pač propadu tega sovjetskega komunističnega bloka, zdaj vidimo, da se resno krha. In veliko držav po svetu, tudi neke pomembne države, geostrateško se resno odmikajo od tega principa. Če so po letu 90 si želeli biti čim prej noter, pa čim bolj podobne temu pač zahodnemu konceptu demokracije, zdaj vidimo, da pač še dalj bolj ugotavljajo, da to ni za njih, pa bi rade šle stran. Mislim, da še nikoli ni bilo toliko supersil, ki so si vsaka zase predstavljale, da so zdaj ta prva supersila v bistvu. Ja, in tudi drugi strani. Saj regionalnih sil je veliko in regionalne sile pač v bistvu razumejo svojo regijo kot svoj teritorij in tam pač poskušajo uveljavljati svoje interese. In te interese lahko uveljavljajo pač ekonomsko in vojaško močne države. Zdaj, Slovenija ni nič od tega. Slovenija ni nič od tega in se pravi, mi smo bolj neka naplavina kot pa nek prvi gibalec, čeprav imamo dostikrat občutek, kako smo mi zdaj neki blazno pomembni, pa kako bomo mi tle zdaj neki predstavljali stvari, tudi preko članstva nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN, ampak vidimo v praksi, da tega ni. Neke te, se mi zdi, ustaljene stranke počasi izgubljajo. Zdaj, ne vem, ali je to stvar, bom rekel, nekega, da so se izpele, so tudi same nekoliko izgubile zagon, oziroma se prihajajo neke bolj take in drugačne alternative, ali bolj Putinove, ali bolj svobodnjaške, pa spet se pravi v nekem tem desnem nazoru. In neke vrste, recimo,
pestro dogajanje bilo tudi pač v ZDA, ne, oziroma ta polarizacija, ne, ko smo imeli pravzaprav na eni strani Donalda Trumpa, na drugi strani demokrate. Ne, imeli smo 2 poskusa atentata, ki sta se sicer k sreči nista uspela. Ne, demokrati so menjali kandidata, potem ko se je Biden dobesedno pač sesul na soočenju televizijskem s Trumpom. Ne, mimo primarnih volitev, kar je tudi novost za Ameriko, je bila inštalirana recimo Harrisova. Ne, na koncu se mi zdi, da je odločilo pravzaprav izbirati tem. Ne, na eni strani Trump, ki je nagovarjal realne probleme ljudi, na drugi strani Harrisova z to woke agendo, ki je vsiljevala neke te teme od LGBT-ja do splava. Ne, in na koncu potem še Biden, ki po porazu nepričakovano ali pa pričakovano, no, čeprav kljub kontra svojim obljubam, pomilosti sina Hunterja, ne, na drugi strani recimo ključno vlogo igra Elon Musk. Ne. Zdaj, če pogledamo, Trump je zmagal, administracijo počasi videvamo, kakšen razvoj dogodkov recimo lahko pričakujemo. Ne. Jaz mislim, da zdaj so uspešni v politiki tisti, ki ponujajo preproste rešitve in tisti, ki pač po domače rečeno ne bolj šitajo. Ne. Se pravi, nekdo, ki reče, da so stvari komplicirane, da moramo mi to zdaj nekako paziti, kaj delamo, in ki stvari zavija v celofan, pač je neuspešen na volitvah. Ne. Zdaj, nekako je ta trend razumljiv, ker predstava, ki nam jo kažejo, kak je svet, pa naše vsakdanje življenje, ne vem, če ste si bila že kdaj bolj narazen, kot ste si zdaj. Ne? Se pravi, in to čedalje več ljudi to nekako razume in seveda podpira pač tiste na volitvah, za katere verjame, da pač zastopajo. Zdaj, a je res ali ne. Drugo vprašanje, ampak verjame, da zastopajo pač to njihovo predstavo v svetu. Fascinantno je meni osebno, da so demokrati po Joe Bidenu, ne, ki je dejansko dajal tisti izčrpanega, zaspanega in ne vem kakšnega še predsednika, uspeli najti še slabšo kandidatko za spopad s Trumpom. Zakaj slabšo? Mislim, da predvsem zato, ker je ta prvo, kar je naredila, usodno napako, izrekla stavek, da ne bi v ničemer spremenila politike Joea Bidena, to je že prvo, ne. Drugo pa potem prignala to skrajno woke ideologijo do njenega v bistvu neslavnega konca oziroma poka tega mehurčka. Tako da mislim, da spet se vračam v glasbene prispodobe, mislim, da je Green Day imel skladbo z naslovom Zbudi me, ko se september konča, ne. Ampak mislim, da za demokrate velja Zbudi me, ko se november konča, ko so bile volitve. Ne. Ja, ne, mislim, se mi zdi, da je tukaj res hkrati pa Trump najde neko to tematiko, ki je ljudi nagovarjala, ljudi je bolela inflacija, ni jim ta, bom rekel, woke ideologija blizu, ne, počasi jim gre na živce to spreminjanje spola otrok in podobno. Ne, in so potem pač tukaj v Trumpu najdli tega, se mi zdi, nekega svojega rešitelja, ki pa recimo se mi zdi prinaša zelo zanimive neke nove dinamike tudi na globalne konflikte, ki se dogajajo po svetu, recimo predvsem 2 bistvena bi izpostavil. Ne. En je torej Ukrajina, ne, kjer se zdi po eni strani, da Trump napoveduje hiter konec, ki bi lahko bil na škodo Ukrajine. 24 ur. Ne, po drugi strani je pa vprašanje, kakšen ta konec bo, oziroma se mi zdi zanimivo, kaj bi bilo, če bi bila tukaj Harrisova, se mi zdi, da bi se neka ta agonija, ki se je vlekla skozi celoten mandat Bidena, ne, še naprej vlekla. Torej, ravno toliko damo v Ukrajini, da nekako ne vzdržujemo zadevo, propade, ampak ne toliko, da bi lahko recimo zmagali. Se mi zdi, pri Trumpu se mi zdi, da kaže nekako v to smer, ali bomo hitro končali vojno pač tam, kjer je, ali pa celo recimo, če bi postavil nek ultimat Putinu, da postavi neke pogoje, ki so za Ukrajino bolj ugodni, in potem reče, če pa jih ne upoštevate, pa mislim, da sem tudi to že nekje slišal, ne, da je Trump menda imel neko idejo v preteklosti, v smislu, potem pa začasno damo Ukrajini vse, kar potrebuje, da potem lahko nadaljuje. Zdaj pa še kulinarična prispodoba, se pravi Harrisova politika mikrovalovke in Trumpova politika flambiranja v bistvu. Ja. Ne vem, bomo videli, kaj bo. Ne. Zdaj v 24 urah Trump ne bo končal vojne v Ukrajini, ker tudi ne zna povedati, kako bi to naredil, sam pač govori, da bo to naredil v 24 urah. Ne. Jaz mislim, da Ukrajina pač ne more zmagati, da ni tega, kar bi lahko Zahod dal Ukrajini, da zmaga, edino, da se Zahod pač uplete v vojno z Rusijo. Ne. To pa 3. svetovna vojna, to mislim, da do tega ne bo prišlo. Ne. Zdaj, jasno je, da so se vmes razmere spremenile, se pravi, Rusija zdaj ne bo pristala na pogoje, ki bi bili slabši od tega, kar imajo, po drugi strani tudi Ukrajina, saj aktualni oblast, Zelenski, ne more pristati na pač na neke slabe pogoje. Zdaj, kako bo to enačbo rešili, jaz ne vem. Ne. Mogoče bo na koncu Zelenski plačal ceno, pa bo nekdo drug prišel, ki bo lahko sklenil neko premirje. To bomo videli. Ne.
Trump nima zdaj tistih vzvodov, ki jih je mogoče imel še v svojem prvem mandatu, da z neko trgovinsko vojno, z nekimi ekonomskimi sankcijami Rusijo, Kitajsko in tako naprej pač usmerja v neko smer, kar je dobro za njega pa za ZDA, ne. Tega nima več, ne. Je pa res, da Trump je biznismen, mi smo se dosti pogovarjali o biznisu v prvem delu našega pogovora, ne, in recimo zdaj, ko so ga spraševali, kaj se pogovarja z Netanjahujem, nek tipičen tak njegov odgovor, ne. Je rekel, imela sva dober pogovor, zelo dober pogovor. Seveda resni pogovori se bojo začeli po 20. januarju, ampak imela smo ful dober pogovor, ne. To pomeni, da Trump ne stavi na vsebino, on stavi na message, ne. Se pravi, message je, lej, midva sva se zmenila, vi počakajte do 20. januarja, Takrat bo pa še PR, ne. Rezultate pač tega, kaj sva se zmenila, tukaj ni odprtih vprašanj, ne. Tam, kjer so odprta vprašanja, je message mal drugačen, ne. Ampak saj zaenkrat administracijo tako sestavlja, no, da ko smo prej govorili o tem, ti se ne smeš obdati z ljudmi, ki so hujši od tebe, ne. Tu zgleda, da zdaj ne bo ponovil napake iz prvega mandata, pa da se ne obdaja zaenkrat z ljudmi, ki bi bili hujši od njega. In to je že dober znak. Jaz bi si upal celo napovedati, da bomo v 2025 kol drugače videli neko prekinitev spopadov na sami fronti, bi zraven dal še Bližnji vzhod, ne samo Ukrajino, ampak po različnem modelu. Mislim, da ko si lih omenjal Bližnji vzhod, tukaj pa 20. januar, ne, mislim, da je dejansko, sliši se tudi neuradno, se Trump na nek način dogovoril z Izraelom, počnite, kar vam je volja do mojega nastopa funkcije, potem bo spet nov krog pogovorov. Medtem ko predvidevam pri Ukrajini, da bo to neka mučna in razvlečena mirovna pogajanja, kjer bo pa na koncu, po mojem, tako kot se vedno v moderni zgodovini zgodi, morala Rusija izpasti notranje dovolj dobro, ne, pa tudi Zelenski v bistvu znotraj Ukrajine, ampak to na koncu vedno zgodovinsko čez 10, 20, 30 let prižene še do večjih težav. Ja, to bo nek zamrznjen konflikt, ne, podoben kot je v Gruziji pa še kje drugje, ne, kjer bo nek status quo. Pričemer jaz mislim, da Trump skozi govori, jaz imam ful dober odnos s Putinom, ne, ampak Putin nič ne zaupa Trumpu, ne. Tako da si zdaj Trump misli, da bo pač lahko na osnovi tega, ne, z nekim osebnim šarmom pa s tem dosegel neke dogovore. To bi lahko v prvem mandatu, ne, to se strinjam, zdaj pa ne več, ne, ker se je vmes izkazalo, da celo ameriški predsednik, ne, v bistvu lahko nekaj govori, ampak potem odzad aparat naredi nekaj po svoje, ne. Dogovor v Ukrajini bo po mojem tako dolgočasen, da bomo na koncu pozabili, kaj točno so se dogovorili, no. Ja, dobro, če bojo ljudje nehali umirati, bo že to velik napredek, ne. Kar bi se, torej, kot že rečeno, z nas voditi na Bližnjem vzhodu, ne, kjer je tudi en tak zanimiv razvoj, se mi zdi bil letošnjem letu, ne, torej Izrael po eni strani, se mi zdi Gaza že skoraj zravnana zemlja, tudi Hamas precej močno oslabljen, na drugi strani pa ta, bom rekel, genialni napad na Hezbolah, ne, kjer so jim podtaknili torej, eksplozivne walkie-talkie in pagerje, ne, ki jih je Hamas, torej Hezbolah, torej namesto telefonov začel uporabljati, da jim Izrael ironično ne bi sledil, ne, torej obglavljene Hezbolaha, potem še neke akcije v Libanonu, ki se počasi tudi zaključujejo, ne, in to je potem pripeljalo pa do padca Bašarja al-Asada v Siriji, ker ga Hezbolah ni več mogel na terenu podpirati in Rusija, okupirana z Ukrajino, ni več mogla iz zraka in sicer zagotavljati tudi kopenske podpore in je dejansko Sirija potem padla v nekaj dneh, kar je bilo recimo po 13 letih državljanske vojne, praktično je Asad padel, mislim, da v dobrih 2 tednih od samega začetka te ofenzive, ne, hkrati je zdaj tudi v Siriji, se mi zdi zanimiva situacija, ko se zdaj Zahod nekako veseli, češ, ne, zdaj smo premagali diktatorja, res, da je sicer bil on proruski in proiranski, pa vendarle, ne, so zdaj pravzaprav neki islamisti zadevo prevzeli, nekdanja kaj, da bi lahko rekel, ne, in je pravzaprav še zelo nejasno, kaj nas čaka v Siriji. Ob tem veselju, ne, ki ga omenjaš, ker je spet ta progresivni del politike rekel, velika priložnost za ljudstvo, je v bistvu drugi scenarij, da je Sirija novi Afganistan, ki tudi ni toliko nemogoč. Ja, ali pa neka Libija, ne. Zdaj tako, mi v Sloveniji, ki veliko damo, ne, na spoštovanje prava, pa pač človekove pravice in to pravičnost v mednarodnih odnosih, ne, zanimiva informacija. ZDA so rabile 14 let potem, ko je Nelson Mandela postal predsednik Južnoafriške republike, da so ga dali seznama teroristov dol, ne. Se pravi, kar veliko časa so si vzeli, ne, 14 let. Zdaj pri tem nesrečniku, ne, Džolaniju pač razmišljajo, da bi ga kar hitro dali dol z tega seznama, ne, da bi to pač izboljšalo odnose z novim
novim režimom. Kazen sicer, ko sem preveril na zadnje, še velja, $10 milijonov State Department, za pač informacijo, ki bi privedle do aretacije ali pa umora. Čas se izteka. Ne vem, zakaj ni noben se zdaj prijavil, ker zdaj ga vidimo na televiziji, kdo ve, kje se človek giba. To je potencialno najlažje zasluženih $10 milijonov v življenju, da se pokličeš, rečeš, zdaj daje intervju za CNN, imate ga. To bi v bistvu snemalc najlažje naredil. Zdaj daje intervju za CNN, imate ga. Se pravi, nekako to cinično, ampak pač tak, to je realna politika v svetu. Zdaj to, ko imamo mi neke te pravičniške predstave, to je brez veze. Pač so tu interesi velesil in Bližnji vzhod, bomo videli, kaj se bo zdaj zgodilo. A bo zdaj Izrael kaj varnejši, kakor je bil, ker osnovni motiv Izraela bi naj bil to, da bo on pač bolj varen. Zdaj Netanjahu je rekel, da so zdaj v 7 vojnah, pa da se še nove napoveduje, to ni glih najboljša napoved. Zdaj gremo proti koncu še v pestro medijsko dogajanje, bližje seveda domovini. Bil je začetek leta z hudimi kadrovskimi spremembami na RTV-ju. Novinarjem so dajali žaljive pogodbe, ki so jim zniževale plače tudi za polovico in več, tudi kadrom, ki so tam že 20 let in 30 tako. Potem je Golob napovedal, da bo odgovarjal samo medijem, ki jih šteje po neki svoji klasifikaciji za neodvisne, ostale pa je v glavnem obiskovala policija, ta Robertova policija, za katero zdaj v bistvu ne vemo, čigava je. Poteka še vedno lov na čarovnice na preiskovalni komisiji v parlamentu, to si omenil že sam, hkrati pa smo videli 2 večji komercialni televiziji, Planet z tisto odmevno cenzuro Miloša Milovića, zaradi česar je trajno odpadla v bistvu ura moči z Bojanom Požarjem in jo zdaj vodi Luka Svetina, tudi v malo drugačnem formatu. Pop TV pa je šel v zgodovino zdaj proti koncu leta po tem predvolilnem spotu Roberta Goloba na Blejskem jezeru. Kaj praviš, kje so mediji, slovenski mediji po letu 2000? Mediji so ogledalo družbe, radi rečemo. Zdaj, če tiste druge 2 maksime v smislu 4. veja oblasti, pa pač neodvisni neki watchdogi, to je pri nas relativno, ampak to, da so ogledalo družbe, to pa mislim, da še drži. Škoda je, ker vseeno pač neka moderna družba brez, bi rekel, pač dobrih medijev ne more funkcionirati. Na srečo imamo zdaj tehnološka sredstva, ki omogočajo, da je informiranost, če to želiš, pa seveda, če veš, da imaš to potrebo, pa kje to najdeš, omogoča, da se pač nisi odvisen zgolj od teh nekih klasičnih medijev. Jaz mislim vseeno, da stanje, ki je v naših klasičnih medijih, ni dobro. Tako v tiskanih medijih, kot tudi pač elektronskih, vidimo neko erozijo, tako si omenil, pač se pravi sam status pač novinarjev, kvaliteta novinarske produkcije, pač uredniške politike, ki so odsev nekih poslovnih interesov lastnikov, pri privatnih medijih ali pa pri nacionalni televiziji RTV, kar je pa mogoče najbolj žalostno, pa popolna odsotnost uredniške politike, kjer je pač v bistvu zdaj vsak dela, kar hoče, samo da je to v imenu antijanšizma. To se mi zdi, da ni vredno. In to prispeva k temu, da tudi v Sloveniji, ki je tradicionalna, ki je konzervativna, ki ima dobršen del stare populacije, se čedalje bolj obrača k tem novim medijem, tako kot je recimo tudi vajen podcast. Jaz mislim, da se bo ta trend nadaljeval, ne bo zdaj to čez noč, pač starejši ljudje bojo še zmeraj gledali televizijo, ker so tako pač navajeni, ampak vseeno, to nekako blaži to skupno sliko, ampak ne glede na vse. Fajn je, če so profesionalci v fohu pač profesionalni, pa profesionalno plačani, to pa ta hip Če gledamo že številke, kar se podcastov tiče, tudi političnih, dejansko se že približujejo temu, kar ima, neki odmevi na RTV Slovenija v nekaj povprečne gledanosti. Koncu se tudi ti se zdaj že na YouTubeu, čeprav si na televiziji. Ja, to je ves čas usporedno, ampak vse to je res. Ko sem jaz prvič slišal podatek, ki mislim, ne vem, če je res, da mu verjamem, ne vem pa, če drži, da ima recimo Planet zvečer večjo gledanost kot Odmevi. To, če bi kdo rekel, to 5 let nazaj. Nekaj upogleda v to sem imel in se kar zgodi. Bi rekli, da je to nemogoče. Se pravi, neka paradna oddaja nacionalne televizije Odmevi, ki bi mogla biti, da pač v bistvu sekundarna oddaja na manjši komercialni televiziji dosega boljše mislim sekundarna, ker njim je glavna ta oddaja ob 6, Planet danes, kako se reče, da tisti dosega boljše rejtinge kot pa Odmevi, in noben se
noben ga ne skrbi to na TV Slovenija. Sej za Planet je to super, jaz jim čestitam, ampak za TV Slovenija pa ni videti, da bi koga to tam skrbelo, ne? Ker oni vejo, da delajo kvaliteten program, tudi če ga noben ne gleda. Ne? Tako nekako to meni. Jaz bi pokomentiral razmere v 2 ali pa 3 alinejah. Prvo, kar si omenil lastnike. Jaz ta hip popravta me, če vidite slučajno drugače, ne vidim lastnika, ki je v slovenskih medijih zaradi kvalitetnega novinarstva ali pa neke ideje altruistične, ki stoji za to zadevo. Ne? Bodi si ga uporabljajo kot vzvod čist politične narave, ne? Tudi tuji lastniki, bodi si kot vzvod poslovne narave, lahko recimo ta Odlaskov imperij. Ne? Pa že ta je, se mi zdi, sekundarnega pomena, ne? Ker če bi nekdo imel medij za to, da bi mu medij prinašal dobiček, bi že to rekel, ok, pač ima medij za to, da mu prinaša dobiček, ampak kjer slovenski medij prinaša dobiček? Drugo, kar je, ne, mislim, da so te lastniki z vplivom, ki ga opisujemo, v bistvu uspeli novinarje med seboj popolnoma popredalčkati in v veliki meri tudi spret na osebni ravni. Ja, to je res žalostno. Jaz spremljam malo to, kako pač te, ki delajo za konkurenčne ali pa tudi nekonkurenčne medije, kako se med sabo pogovarjajo, pa se mi to zdi res smešno. Ne? To je pa bližno tako, če bi se profesionalni nogometaši med sabo zmerjali po družbenih omrežjih, zato ker igrajo za različne klube. Ne? Grozljivo je, če iz drugega vidika, ne, tudi zato, ker se je potem treba na neki točki pogovoriti o pogojih dela, ne? In sprt ceh se težko dogovarja o nekih minimalnih pogojih dela za sebe. Ne? In tretja alineja, to pa mislim, da je metafora prve in druge alineje, ne? So pa te nagrade, ki jih je zdaj eno in drugo društvo delilo konc leta. Ne? Na te mediji, recimo, in ki so bliže aktualni koaliciji, so nagradili zgodbe, s katerimi Gibanje Svoboda širi svoj kadrovski vpliv, medtem ko tisti, ne, ki so edini v službi resnice, so utemeljevali nagrade stavki, kot so nikoli ne ponujamo javnosti, ne vsiljujemo svoje vizije javnosti, gledalci naj si vedno ustvarijo svoje mnenje sami, kar pa jaz tudi iskreno pač ne. Ja, se pravi, no, ta medijska pa, dobro, mi smo malo pristranski, ker se o tem pogovarjamo, ampak ali pa imamo malo več informacij, kot kdo hoče. Ne. Medijska scena v Sloveniji res ni vredna. No, sej ne bom rekel, da je drugje kaj drugačno, ampak tako sem rekel, že od osamosvojitvi pa naprej so imeli pač mediji neko pomembno vlogo v slovenski družbi in fajn bi bilo, če bi vsaj minimalno ohranili. Ne. Je pa res, da trend v svetu je tak, da danes vse zvemo že prej. Ne. Včasih si ti čakal 7 ure zvečer, da boš zvedel novice dneva, zdaj v bistvu že vse veš do 7 ure zvečer. Ne. In ti ne more niti v plus, niti v minus, tako rekoč. Ne mora mimo še glasbene poslastice. A se spomniš Queenov, ne? Oziroma se spomnite, ker so rekli video kill the radio star, ne? Zdaj pa internet povozil vse pred sabo. Ampak zdaj čakamo pa ne vsak petek, da dobimo na safariju pregled. Torej, narejen, ne, v smislu, kaj se je dogajalo. Dobra stvar tega slabega trenda, ne, da komentarji so čedalje bolj zaželeni. Se pravi, ni več fokus na tem podajanju novic pa informiranosti, ampak na komentarju, ne, kaj za to pomeni. Se mi zdi nekako združevanje teh množičnih informacij. V času, ne, ko ti samo informacijo lahko v bistvu poda z parimi stavki, ko ga vpraša že umetna inteligenca, je v bistvu edino, kar ti lahko človek da dejansko ta interpretacija. Mi se zdaj v bistvu iz komentarjev na nek način informiramo. Ne. Se pravi, ti se opredeliš do nekega zadeve, ko nekoga, ki mu ti zaupaš, slišiš, kaj on o tem meni. Ne. Prej smo se pač informirali, pa smo pol poslušali komentarje, zdaj pa se mi zdi, da se ta funkcija informiranja že čedalje bolj v komentar preselila. Ne. In v bistvu ti iz komentarja rečeš, aha, za to gre. Ne. Oziroma, ne, če so se ameriške volitve merijo ponavadi vsake naslednje po nekih faktorjih, ne, se mi zdi, da so tukaj podcasti bili tudi tisti, ki so nekako pri Trumpu, ja, absolutno imaš prav. Močno, ne bom rekel morda glih odločilno, ampak zagotovo močno, ne, in tudi se mi zdi, da se to seli počasi v Slovenijo, ne, konec koncev tudi tukaj sem zaznal neko to rast, ne samo, bom rekel, na parih, ampak tako kar na celotnem tem polju. Poglej, recimo Tuckerja Carlsona, ne, on pač z nekimi videi na Twitterju, bivšemu zdaj X-u, poseka tam Fox News. Ne. Kdo bi si to mislil še 5 let nazaj, da je to možno? Ne. Ampak naša Tina je ta trend razumela nekoliko po svoje. Ja, veš kaj, Tina je Tina, ne. Mislim, meni je zadnjič enkrat sem prebral nek tweet, nek X, kjer je nekdo napisal, da je Tina vnesla humor v slovensko politiko. Ne. Dva dni sem ostal v šoku, ne. Prvič, kaj ona sploh ni v slovenski politiki, ne. Mislim, zdaj je, ampak ne bi smela biti, pa kakšen je humor je ona vnesla. Ne. Mislim, to je, zdaj ne bom jaz zdaj drugim solil pameti, kako pač naj urejajo
svoje odnose v nekem partnerskem razmerju. No? Ampak, če bi jaz bil predsednik vlade, nikoli ne bom na srečo, ne, pa bi pač moja partnerka snemala video, kako igle zapika v lutko od vodje opozicije. Ne, v tvojo lutko. Mislim, tvojo lutko, ki jo pač kao prodaja, pač ne, to vse en. Še Trump je naredil linijo parfumov, ne, pa je sicer objavil pač fotko z Jill Biden, ne, pa od spod napisal, vaši sovražniki se ne bojo mogli upreti temu vonju, ne. Ampak, kaj veš, tiš vse en, je pač, fotka je v redu, ga neki tam gleda, pa se smeji, veš, skratka, ni neke konotacije na neko bolečino, na smrt, na ne vem kaj. Pa to je že ekstrem, pa to je Trump, ne. Zdaj pa, da imaš ti pri nas pa partnerko predsednika vlade, ko to dela, ne. Mislim, jaz ne vem, kaj bo pol naslednje. A bomo imeli pri naslednjih volitvah, bomo imeli, ne vem, rokoborbo v blatu med Tino pa med Urško Bačovnik, ne, pa da tista, ki zmaga, pa bo pol zvišala šanse delnice svojemu decu na volitvah, ne vem, kam to pele. No. Nič ni resnično, vse je dovoljeno, ne. Zdaj, kar bi izpostavil, mogoče še to, ne, zdaj imeli smo zanimivo stavka zdravnikov, še vedno traja in kup protestov je bilo, ampak bi se osredotočil vendarle nekoliko še na pozitivo. Ja, če si najdu kaj pozitivnega, izvoli. Vsekakor, izpostavili smo že v vodu, morda v prvi del. Zdaj, če smo pri športu, bom začel spet malo manj pozitivno. Torej, na eni strani smo imeli Čeferina, ki je spremenil spet statut UEFA, ki mu je načeloma pomagal prejšnja sprememba prideti na oblast. In zdaj si je omogočil nadaljevanje mandata po letu 2027, hkrati pa kar je dobra novica za Slovenijo. Pinky promise, da tega ne bo poskušal ponoviti. Morda na kratko, mislite, da bo Čeferin zaključil leta 2027 in se podal v slovensko politiko ali nadaljeval v UEFA? Kaj pa vem. Jaz mislim, da bo pač ostal tam, če bo lahko tam ostal. Ker ne vem, zakaj bi človek hotel sem nazaj prijeti. Že takrat, sicer med korono, ko je imel nek intervju, kako je grozno, ko prije nazaj domov, grosuple, pa mora posodo pometi, pa psa šetati, sem nekako razbral, da ni glih velikega motiva, da bi prišel nazaj. Skratka, če bo lahko tam ostal, bo ostal tam. Če pa ne bo ostal tam, bo pa pač se verjetno vrnil v Slovenijo, ampak spet, kaj bo tu zdaj? Zdaj za Robertom Golobom biti predsednik vlade je malo neugodno. Se pravi, najlažje je za Natašo Pirc Musar biti predsednik republike. Ja, ne vem, če je bolj ugodno, ampak saj ona kaže, da tam res lahko delaš kar češ. In malo kloftaš to, kar Čeferinu gre, ker on že zdaj kot predsednik UEFA komentira slovensko politiko, se pravi, če bi z mesta predsednika republike kloftal takratnega Janšo pa takratnega Goloba, mislim, da to bi mu bilo še najbližje. Podpišem v celoti, dokler bo lahko Aleksandar Čeferin nekje v bližini Ženevskega jezera, se opravičujem, bo to verjetno tudi počel. Če že, ga pa jaz prej vidim na tej predsedniški kot na izvršni funkciji. S tem, da on je dejansko milijonar, ker zadnjič sem nekje prebral, vsak 7. Švicar je milijonar. Pač Čeferin je med temi. Skratka, za slovenske razmere to ni nepomembno. Zdaj, da ti priješ nazaj, kaj bi bil njegov motiv, da bo predrugačil Slovenijo po svoji podobi. To upam, da nima teh motivov. Je pa res, da bi to najlažje naredil, ker ima brata kot predsednika Ustavnega sodišča, se pravi, ima že dve pozicije, pravosodje zasedene, samo, ne vem, nečakinjo rab na čelo na mesto predsednice državnega zbora, pa zmago. Poleg tega bliže, kot smo rednim ali morda malenkost predčasnim volitvam, bolj se kaže, kot smo prej nakazovali scenarije, da tekovine revolucije v bistvu niso tako zelo ogrožene, kot se je zdelo še pol leta, leto nazaj, tako da to je tudi en motiv manj, da bi se kdo v naglici vračal v Slovenijo. Ja, se pravim, mislim, to, da ti Slovenije rataš dolgoletni predsednik UEFA, je dosežek sam po sebi. Nič nismo rekli o zajtrku, malici ali kaj je to bilo na tržnici, osupljivo. O kavi, ja. To so tedenske zgodbe. No, res za zaključek, pa mogoče še zaključimo res pozitivno. Slovenija je na športnem področju predstavlja nekaj menikov. Mislim, da smo 3. ali 4. država, ki je osvojila v kolesarstvu vse, kar se osvojiti da, torej vse 3 ključne, sta si razdelila Tadej Pogačar in Primož Roglič, upokojil se je Peter Prevc, in pa... To je pozitivno. Mislim, tudi smučarji dosegajo... Peter je imel dovolj teh 8 pa 10 mest, pa je vesel zdaj. Dosegel kariero, najboljši smučarski skakalec zgodovinske Slovenije. In pa recimo, prišli smo prvič v izločilne boje na Evropskem prvenstvu, sicer nas je potem Ronaldo Nismo zgubili tekme. Nismo zgubili tekme, smo pa
tudi nobene zmagale. Ampak vendarle smo dosegli, recimo pa, da izpostavljam samo nekaj teh, da ne, pač ne gremo vse, ker bi jih bilo preveč, od olimpijskih iger, Janja Garam, Bret in tako naprej. Skratka, imamo to neko slovensko presežnost v športu, ki se pa recimo na drugih področjih, delno v podjetništvu, imamo pravzaprav genije v podjetništvu, ki uspevajo v teh razmerah. V kulturi ali pa če hočeš v umetnosti imamo. Slovenci imamo marsikaj, pač kakor smo mehna država, kakor smo tle glih na neki meji med tem, pač med Italijo, pa med Nemčijo, pa tako naprej, pa tam je že Rusija, pa itd. Imamo res veliko stvari, na kire smo lahko ponosni in meni je res žal, da mi to, kar imamo, ne znamo boljše uporabiti skupno dobro, ker bi lahko bistveno manj sprti, pa bistveno bolj živeli, kot živimo. Jaz bi pa rekel tako, lepo si omenil področja, šport, pa podjetništvo, pa tako, tam, kjer so dejansko zelo empirično otipljivi rezultati, dela, ki smo ga vložili v končni rezultat, tam gre Slovencem praviloma dobro. Tam, kjer se da pa z retoriko nadomestiti odsotnost dela in vizije, tam pa 3 pikce. Čeprav so pa empirični rezultati zelo jasni tudi na političnem področju. Tako da, imate kakšno zaključno misel, mogoče za prihodnje leto 2025, kaj recimo si... Jaz imam eno zelo utopistično, moram priznati, kljub temu, da se ukvarjava in živiva v bistvu od tega, ampak želel bi si nekoliko manj politike v letu 2025, kot je bilo v 2024, bojim pa se, glede na to, da gremo seveda v predvolilno leto, da se bo ta moja želja uresničila na en zelo mračnjaški način. Če bi sam zaželel vsem vroče srce, pa hladno glavo. Dobra. Najbolj važno. Vroče srce imamo večkrat, hladno glavo pa mogoče, da lahko malo izenačimo. Dobra, in da sem še jaz mogoče malo poduhovljen ali pa filozofski, se navežem, ko boste te dni več s svojimi najbližjimi, s tistim najožjim krogom, vas mogoče to obda s takšno dozo ljubezni in razumevanja, da boste tudi na politiko, to predvsem želim pravzaprav poslancem, ministrom in tako naprej, prišli z nekaj tega manj sovraštva nazaj na svoja delovna mesta. Ja, če še jaz pristavim svoj lonček, se mi zdi, da je tle neka ta ponos, ki si ga že Ljuš omenil, na te slovenske dosežke, ki jih imamo, ki jih ni malo, na katere smo res lahko ponosni, da bi nekaj več dosegli tudi, lahko bomo rekel, politično in se morda nekoliko manj prepirali, kakorkoli, pa da vendarle gremo z neko pozitivo in upanjem tudi v naslednje leto 2025. Tako je. Pa sva pripeljala, letni pregled do konca. Letni pregled. Ob tem velja še zahvala vsem, ki naju redno ali pa tudi manj redno spremljate. Hvala za komentarje, za predloge, za izboljšave. Se vidimo spet zelo kmalu. Ja, lahko jih dodate tudi v komentarje pod ta video, kaj se je morda še vam vtisnilo, kakšne želje imate vi za prihodnje leto in pa, kot rečeno, znova prihodnji teden se vrača običajen tedenski pregled, torej tedenski safari po politični savani. Nasvidenje in srečno. Srečno.